Dobro jutro vsem skupaj in dobrodošli na 9. Startup Cafeju. Moje ime je Andrej in današnja tema je financiranje podjetij, oziroma zanima nas financiranje podjetja v tistih prvih začetnih fazah poslovanja. Zdaj Američani pravijo, da moramo v teh fazah prepričati tri skupine, family, friends and fools, to nekako 3F. Zdaj koga in kako so pa prepričali, nam bodo pa danes povedali naši gostje. To so na moji levi Blaž Triglav iz podjetja Modra Jagoda, kjer razvijajo mobilne aplikacije mojega za receptov področja. Potem zraven je Žan Bagarič iz podjetja BSmart, oziroma BSmart, ki je prisoten v oglaševalski industriji. No in na koncu še Jurij Lozič, izumitelj Musgarda in bomo rekli eden od slovenskih pionerjev na Kickstarterju. Pa bi zdaj za začetek prosil vse tri, da nekako poveste, malo na kratko opišete, kaj so zdaj vaši glavni produkti oziroma storitve in koliko časa ste z njimi prisotni. Sam to, da imam publika. Ja, naša mobilna aplikacija, v bistvu ta glavna, je register zdravil. S to smo prisotni od septembra 2012, imamo zdaj približno 40% zdravnikov v Sloveniji nas uporablja precej redno. Z istim konceptom smo prišli še na Hrvaško, gre pa pač za celotno bazo zdravil, ki so na voljo v teh državah. Vred vsemi podatki o odmerjanju, od povrnitev stroškov zavarovalnic, interakcije, vse detalje o zdravilu, ki bi pač zdravnik uporabil pri svojem delu. To je ena aplikacija, naslednja aplikacija je bolj bila glede klasifikacije bolezni. Tako da v bistvu kar delamo, probamo vse informacije, ki jih zdravnik uporablja pri svojem vsakodnevnem delu, probamo dati zdravniku na mobilnem telefonu in v lokalnem jeziku, kar je pri tem smo kar uspešni. Pozdravljeni, v podjetju BSmart se ukvarjamo s samim poslovanjem. Smo sicer full service agency s fokusom na prodaji preko Facebooka. Sicer smo startup podjetje, šele raznih 7 mesecev, mladi, sicer z izkušnjami preteklimi v oglaševanju. Torej, jaz sem recimo sedno bil 5 let na najdi.si, kasneje vodja projektov 24ur.com, tako da smo te izkušnje potem prenesli na samo delo. Trenutno dosegamo donosno trženje za naše naročnike, kar pomeni, da se investicija v oglaševanje povrne in prinese dejansko čisti dobiček. Primer, za eno spletno trgovinico smo realizirali preko 150.000 evrov prodaje v 6 mesecih. To je le eden izmed naših naročnikov, večina imamo take rezultate, ne glede na to, za katero dejavnost se gre. Tako da to na kratko. Jutro, moje ime je Jurij Lozič in sem avtor blatnika, oziroma blatnika Musgard, ki smo videli iz slovenskega podjetja. Od vsakega začetka projekta bo marca minilo 1 leto, podjetje je odprto nekje od septembra lani in še ko se ukvarjamo je z prodajo živih blatnikov. To je imamo zaenkrat en produkt, ki ga tržimo globalno, sredstva smo pridobili na Kickstarterju. Ok, zdaj imam pa jaz eno vprašanje za publiko. Kdo od vas je zdaj tukaj recimo v fazi, ko pridobiva neka, oziroma si želi neka sredstva financiranja ali pa razmišlja, da bi vstopil v kakšnih institucij? Dvigate roko, če je kdo tukaj od vas, ki se zdaj za to zanima. Ok? Tako da vsi ste zelo vabljeni k debati, tudi če imate kakšno vprašanje, boste potem to postavili. Zdaj bi jaz najprej vprašal, ker tukaj imamo 3 goste, ki so zelo različno pridobivali ta prva sredstva, pa bi najprej tebe zdaj vprašal. Vi ste zdaj postali člani bolgarskega posluževalnika Lančka. Kako je prišlo do tega in recimo, kaj zdaj vi pričakujete, oziroma kakšni so vaši zgodnosti? Če lahko malo pišeš, kako se je vse to zgodilo, da ste zdaj del tega posluševanja? Mi smo se pripravljali na konferenco CoInvest in del tega je bil pač Hekovnikov story program, kjer smo 6 tednov delali na svojem pitchu.
In na enih izmed zadnjih teh priprav je prišel eden izmed partnerjev od LaunchHuba. Po predstavitvi njemu je pač rekel, tle je moja vizitka, pošljite mi mail, pošljite mi pitch deck, tako smo začeli komunicirati. V tistem času smo se pogovarjali z enim avstrijskim investitorjem in nekako smo pol med njima malo naredili dirke na en način, ne? In LaunchHub je tu bil dosti bolj, kako bi rekel, proaktiven, dosti boljša ponudba je prišla. In tako je bilo, začelo se je pač z več partnerji prek Skype-a, potem se šel na Dunaj, da sem se srečal še z enim senior partnerjem in tako se je širil pač ta krog partnerji, s katerimi sem se spoznal. Na koncu smo pač šli v Sofijo, da smo tam zaključili pač cel proces. Ne. Zdaj z vidika, kaj LaunchHub pričakuje, oni dejansko, to je zagonski kapital. Oni, če verjamejo v ekipo, če verjamejo v idejo, oni dajo denar in potem ti zaupajo, da ti nadaljuješ po tej poti, katero si začrtal. Ne. Moraš jih prepričati s tem, kaj so tvoji načrti, ampak pač razumejo idejo zagonskega kapitala. Ne. Oni rečejo, mi vam damo proste roke, na toliko časa treba poročati, kakšen je napredek, ampak zaupamo vaši viziji in dajmo narediti nekaj z tega. Ne. In njim je res v interesu, tu delajo zelo dosti na networkingu, čeprav so zelo mlad sklad, ne. Ampak se zelo osredotočajo na networking z drugimi, tudi skladi po Evropi, z drugimi investitorji. Tudi ko sem bil tam, vedno so mi koga predstavili tako z Zahodne Evrope, da naj njemu pičam, pač večjemu investitorju, tako da pač to je njihova vloga. Predvsem, da oni vejo, da so tle sam na začetku, da pomagajo zaženti in da je point, da se najde še večjega investitorja in da podjetje zraste in da od tega imajo oni nekaj, ne pa, da že na začetku probajo čim več vzeti in preveč zahtevati. Glede na to, da je ta pospeševalnik bolgarski, se pravi, da ste zdaj v tujini, kaj to pomeni za slovenske investitorje? Ste bili za njih premehni oziroma jih niste uspeli prepričati, da kako je ta, če lahko malo poveš o tem, kakšne so bile pa izkušnje s slovenskimi investitorji, če ste komu sploh pričali svoje? Tako je, nismo se kaj dosti osredotočili na slovenske investitorje, predvsem, ker jih praktično ni. In zaradi tega mislim, da pač glede na to, kar je na voljo na trgu in tudi, kar slišimo od drugih startupov, kakšne so ponudbe slovenskih investitorjev, ko pridejo, kar je enkrat na par let, je to pač nekaj, kar se ne splača startupu zapravljati časa. Ne. Tu gre za prevelike procente, za premale zneske in nekako ni razumljenega tega koncepta, kaj pomeni zagonski kapital. To ni kupčkanje podjetij pod svojo streho in iskanje službe, ampak to je zaupanje eni ekipi, da pol naredi nekaj iz tega. Ne. In zato pač ta koncept pač mislim, da v Sloveniji še ne obstaja. Vsej na tem majhnem zagonskem kapitalu. Ni investitorja tega ranga, ki bi ga bi rabili v Sloveniji. No, zdaj bi pa Julija vprašal, ker je dosegel svojo kampanjo uspeh na Kickstarterju. Zakaj Kickstarter, zakaj crowdfunding platforma in kako je, zanima me, koliko časa si ti recimo rabil od tistega trenutka, ko si se odločil, da boš šel na Kickstarter, pa dejansko potem, ko si launchal kampanjo. Koliko časa je to trajalo, koliko je birokracije, če lahko malo poveš, kako sploh poteka to, da se neka stvar začne na Kickstarterju, začne zbirati sredstva. Tako, ta zgodba s Kickstarterjem je prišla na dost organsko in sicer jaz sem ta produkt, to je bil predmet moje diplomske naloge na Akademiji za likovno umetnost. V njej sem se jaz ukvarjal v bistvu s tem, kako kot mlad oblikovalec brez nekih sredstv spraviti ten produkt na tržišče. In takrat sem jaz sam v bistvu omenil malo ta crowdfunding pa te platforme. Potem sem pa zadeval praktično celo sfero in v bistvu planiral brez crowdfundinga v bistvu start launch tega produkta. Ampak vse, ko sem se začel držati coworkinga v Ljubljani, sem tam spoznal par ljudi, Viktor Pekarška med drugim, ker sem jih potem nekako predlagal, da bi bil to lahko primeren produkt za zbiranje sredstva na Kickstarterju zagonski. In tako se je ta zgodba začela. V bistvu smo vsi skupaj, ni bilo takrat tega še zelo veliko se pri nas dogajali in smo si vsi rekli, da bi to lahko bila ena dobra izkušnja, nek testen projekt. Jaz sem seveda z veseljem prevolil to. In potem smo nekje od novega leta 2013 začeli se s tem malo aktivneje ukvarjati.
Seveda, bolj nam je malo vreme nagajajo, da rado smo da prav vreme za posnet ta video, tudi na koncu smo šli s to stvarjo ven v začetku julija, se mi zdi. In to. Koliko časa pa to? Koliko je birokracije? Birokracije sami po sebi gre za to, da je treba v bistvu kampanje zelo dobro zastaviti. Ne treba pripraviti materiale, kot so video, teksti, slike, narediti raziskavo, v bistvu veliko stališča tega, kako boš končne uporabnike, potencijalne podpornike sploh nagovarjal prek teh kanalov, to pomeni, da treba narediti neko tremo, raznih blogov, raznih spletnih platform, kjer se pa to širili, čeprav tudi Kickstarter sam po sebi je glavno vlogo, ki funkcionira tudi ful dobra promocijska platforma. Še eno vprašanje. Potem, ko verjetno ste bili vsi zelo veseli, ko ste videli, da je kampanja uspela, ampak kaj pa zdaj, recimo, ne? Zdaj ta izdelek zdaj prodajate, so že vsi dobili, ki so to fandali, in pa zanima me še, za Kickstarter ponavadi je tako, da je nek izdelek, in zdaj me zanima, a imate namen zdaj širiti kakšen portfolio teh dodatkov za kolesa, kakšni so zdaj načrti za portfolio? Ja, kampanjo smo uspešno zaključili, torej so vsi backerji dobili to zadevo, rad redkih izjem, ki se iz takega drugačnega razloga, ne vem, ali se niso javili na eno anketo po koncu kampanje, ampak to pa je zdaj izjeme. Ja, tako da veliko pri tem je pomagalo to, da sem jaz to stvar dejansko imel razdelano, že preden smo šli na Kickstarter, sem že kako se bo to proizvajalo, v kakšnih količinah, kakšne so cene, tako da sem uspel nastaviti in sem se v bistvu, se nisem nekaj zaklon, kjer je tudi v obljubljenih rokih vse dobavil. Sveta plan za naprej je absolutno shared brand, pa v bistvu znanje pridobljeno, zdaj smo to izkušnjo tudi na druge, ki še projekte aplicirati, torej da ne bomo samo stali na področju dodatkov za kolesa, to bo zdaj vse znamke, ampak sem vse naplikoval, tako da delam tudi različnih storiti in bom to znanje sam prenašal se na druge projekte. Žan, vi ste pa čisto nekako tako organsko rastali. Zdaj, prvo vprašanje, zakaj pa vi recimo niste šli na trg tako, da bi iskali neke investitorje in kakšen je recept, oziroma kako postopati na trgu, če želimo dosegati neko tako organsko rast? Tako, ja, pri nas je bila taka posebnost, da smo rasli tako hiter, da financiranje ni bilo potrebno. Zdaj v povprečju rastemo nekje 20% na mesečnem nivoju, kar je hitra rast, ki nam zagotavlja potem tudi finance, torej cash flow se tudi hitro vrača, da si lahko privoščimo pač tak vzpon, ker moramo potem zalagati sredstva za oglaševanje, torej, če se naredi oglasni zakup, ker prilivi pridejo z zamikom, torej oglaševanje ne moreš vse v predračunu recimo delati, tako da pride z mesečnim zamikom in seveda moraš imeti na strani, da to da prijaš normalno čez mesec. Tako da ena stvar je bila potem, da naši posamezni naročniki so nam dali vedno več denarja, ampak to se je spreminjalo včasih na dnevnem nivoju. Nekdo nam je dal 100 evrov na dan za oglaševanje, je neverjetne rezultate dobil, je toliko zadovoljen, da je hotel pač še več prodaje, je že z naslednjim dnem povečal in tako povečeval obsege. Zdaj tukaj širimo trženje v tujino in tukaj se odpira spet en veliko večji še trg. Praktično oglaševanje uspešno izvajamo v tujini, tako da bo cel koncept možno prenesti zdaj na celotno Evropo, tako da predvidoma bo še kar hodilje zdaj v prihodnje. Ampak prav tako ne bomo potrebovali investicije za samo oglaševanje. Vedno, kadar imam opravka z ljudmi iz oglaševanja, nekak beseda bolj nanese na Google, in zdaj bi tebe vprašal, is Google a good guy or a bad guy v tem oglaševalskem prostoru, zato ker nekako v Sloveniji pravi ljudje, da zdaj to klasično oglaševanje, se pravi, vsa masa sredstva se nekako steka v Google. Kako ti kot oglaševalci Google?
Tako, ja, Google je vsekakor smiseln vir oglaševanja, odvisno za katero dejavnost, ampak za večino dejavnosti je smiseln, ker pa če zakupiš tiste besede, v katerih ljudje želijo najti tvoja storitev ali produkt, tako da vsekakor ima velik delež samega oglaševanja. Že ko smo na najdi.si bilo 5 let, smo se soočali s problemom Google. Takrat je bil definitivno the bad guy. Zdaj mi je the good guy, ker ga sami izvajamo, pa imamo to dobre rezultate prek tega. Ampak še vedno pravim, največji fokus imamo mi prek Facebooka, za katerega so poprav rekli, da oglaševanje na Facebooku se ne splača, da ni donosno, da ljudje samo klipcajo, ampak ravno nam uspe tam neverjetne prodaje generira. Torej naši naročniki prodajo nekaj tisoč artiklov, nekateri tudi tedensko. Govorim se za te spletne prodajalne, sicer se da pa promovirati vse od gostiln, storitev, česarkoli. Tako da Google bo imel tudi vlogo v prihodnje, vedno bo imel svoj kos podače, ko predvidoma tudi raste. Itak se razvijajo še vedno drugi sistemi, pa ni Google sam kot iskalnik, prek njega zdaj mi lansiramo oglase na mobilne telefone, na tablice in drugo. Vprašanja. Tukaj imate zdaj res 3 goste, ki so nekako, vsak je ubral svoj pristop v temu iskanju oziroma pridobivanju financiranja oziroma v pridobivanju financ, tako da vas pozivam, da zastavite vprašanje. Tako da tisti, ki imate... Andraž, ti si nam predle nekaj srepo. Jaz imam vprašanje v bistvu za Modro Jakodo. Vi ste dobili zdaj prvo fazo v bistvu investicije. V koliko času v bistvu predvidevate, glede na to, da je to VC, v koliko času predvidevate, da boste potrebovali v bistvu neko drugo fazo, oziroma kakšen imate pač ta razvojni plan za naprej, oziroma neko finančno strukturo? A že imate pač to vnaprej dano, ali bo to prišlo spontano, oziroma to bo potrebno? Zdaj je tako, ta prva investicija je v bistvu za leto dni. Launch-up ima potem še možnost investirati še enkrat toliko, ampak ponavadi je tista druga runda, v bistvu bridge runda do ene večje z večjim investitorjem. In tak je tudi naš plan. Da Launch-up v tiket polni znesek, ki ga oni daje 200 000 evrov, mi smo sedaj dobili 100 000 evrov, tako da računamo, da bo drugih 100 000 evrov v bistvu premustite med njimi in večjim venture fundom za investicijo. Tako da tak je plan. Čisto zakujem. Bom še jaz nekaj vprašal. Nekako v krizi pravijo, da je ta investicijska aktivnost da pade, da nekako v družbi velja to reklo, da denarja ni. Zdaj, kakšen je vaš pogled na to, da vsi tri odgovorite, a res denarja ni za dobre projekte? Mogoče da v Sloveniji ni, ampak tako z vidika investitorjev in pač te investicijske sfere, krize že en čas pač ni. V Ameriki je zdaj največji boom investiranja. Zdaj so dobri časi za startupe. Tako da jaz mislim, da denar je, sam pač ne tam, kjer mogoče nas je večina iskala prvo leto dni. Mislim, če se projekt tako zastavne, da imamo samo neko celoto, da je zgodba zanimiva, da predstavlja nek potencial, zato pa posebej, če lahko nekdo, tukaj recimo, tovrstni projekti so malo težji mogoče, ker moraš cel produkt razviti, pa preden vidiš, koliko bo, bom rekel, kako se bo trg odzval, na to, tam je tisti glavni vprašanj, ker ne veš, bo trg sprejel ceno, koliko količinsko jih bo kupovati, ali je to neka sezonska zadeva, počasna, ali je za vsako gospodinstvo. Tako da včasih ne veš, dokler tiste prva prodajanje nastop, koliko zanimiva bo zadeva, tako da tudi investitorji v tem primeru včasih potem predvidevajo ali pa sklepajo nekakšne stvari, če pa bi tak startup lahko nekaj dokazal, da ima neke podatke za nek produkt, ki je mogoče še čisto v beta fazi, ampak če jim uspe pokazati, da je to, da ima tak velik potencial,
se da sredstva dobiti skoraj kjerkoli, ne, ker bo vsak pripravljen pač, zagrabe za tisto priložnost, ne. Jaz sem to se hotel, da to si dobro rekel. V tem primeru je Kickstarter ful dobra stvar, zato ker preveriš potencial produkta, preden se ga lotaš napolno, ne. Tako da pol po koncu projekta dobiš nek občutek, koliko je povpraševanje za te stvari. Ma še kdo iz publike, kakšno vprašanje? Ja? Moje ime je Uroš Peter, imam vprašanje za Julija. Prvi denar, ki si nabral na Kickstarterju, me zanima, si pa s tem pritegnil pozornost v kakšnih visijev. Po mojem prav visijev ne, ampak večjih podjetij, na primer, ki so bila zainteresirana za odkup, ne, samega produkta, ne, to pa, ampak sem to zavrnil. Ne vem, ki mi je v interesu to stvar obdržal čim del v svojih rokah in zdaj glede to, da smo dobili ta kapital na Kickstarteru, me to omogočilo, da mi ni treba tega z nikomer deliti, ne, kar se mi zdi kar prednost, ker res sam držim vse vajeti v rokah. Pa razmišljaš o temu? Zaenkrat še ne, zato ker stvar laufa. Ok, še kdo? Ja, Maja. Živjo, jaz bom imela pa eno vprašanje za Žana. Žan, najtežje je pač razpolagati svojim lastnim denarjem. In zdaj me pa zanima, a ti si že od začetka vedel, mislim, si bil totalno confident, da bo ratal, a so prišle kdaj tudi kakšni mentalni trenutki, pa kakšen nasvet za vse tiste, ki v podjetja mečemo svoj denar. Hvala. Tako, ja, jaz sem bil dosti samozavesten, ker sem že imel, bom rekel, dobre izkušnje. Jaz torej ob delu na najdi.si sem vedno iskal tisto, bom rekel, tisto učinek, ne, za naročnika, ker oglaševanje, cel point oglaševanja je, ne, torej podjetja želijo dobiti stranke, ne, in zdaj ne vem, koliko, verjetno je, pa se veliko tukaj že sami vlagali denar za oglaševanje, pa mogoče kdaj ni bilo tako, kolikor ste pričakovali, ne. In tukaj sem se želel tega izogniti, ne, želel sem imeti torej ta donos za stranko, ne, ker to je najbolj pomembno, ker ni treba potem vsak mesec iskati novih nekih podjetij, ampak delaš z podjetji, ki rastejo in se širijo, ne. Tako da sem vedno že takrat na najdi.si sem hotel, ja, te rezultate prepeljati podjetjem, sočasno sem se torej začel ukvarjati že s Facebookom in tam sem že imel potem presenetljive rezultate. Tako da tudi, ko sem šel na 24 ur tega konkursnega projektov, sem že v bistvu vedel, no, da ne bom kaj dolgo se tam zadrževal, no, ker mi je glih, ja, bom rekel, taka porast je bila pri tem mojemu poslu, ne, pa glih tole priporočila, ne, so, bom rekel, tako hitro se širila, ne, da sem dojel, da ne bom imel čas, da sem na vseh koncih naenkrat, zato sem se potem, ja, fokusiral sam na to, pa sem vedel, no, da bo uspešno. Da že prej sem odprl, pač se je že na ta način dogajalo, ne. Pa si imel še prihranke? Nič kaj tazga, resnega, ja. Ta denar, ki imaš v žepu, pa to, ne. Tako da nič, ja, bom rekel, ni bilo potrebno niti take resnejše investicije kot same. Imel sem že te finančne prilive solidne od teh služb, takih projektov, tako da nič ni bilo potrebno, ja, kaj ekstra, ne. Se pravim, z meseca v mesec, ne, smo se financirali normalno, dokler pač obseg poslovanja ni zrastel toliko, da je denar na strani za nekaj delo, ne. Ok, še kdo? No, pa preden zaključimo, naslednji Startup Cafe bo 10. po vrsti in organizatorji si nekako zelo želijo, da bi te dogodki bili kvalitetni. Tako da jaz vas pozivam, da napišete kakšna svoja mnenja, oziroma kaj si v prihodnje želite od takih srečanj, takih druženj. Tako da verjetno bo na Facebooku bo kakšna
ta anketa oziroma obrazec, da boste oddali svoje mnenje, tako da vas res pozivam karkoli, kritike, pohvale, predloge, vse je dobrodošlo. Zdaj pa en aplavz za naše goste.